Dober večer, lepo pozdravljeni na današnjem večeru z Milošem Koscem, ki je pri založbi No Press izdal knjigo z naslovom Amfilat življenja stanovanja. Danes se bo pogovarjala o tej knjigi in tudi o drugih stvarih, ki se tičejo arhitekture, zgodovine in tako naprej. Za tiste, ki Miloša Kosca slučajno še ne poznate, Miloš Kosec je arhitekt, arhitekturni teoretik, pisec, nekdanji ali pa večni, ne vem, kustos, ne vem, kako je s tem, in trenutno tudi podoben predavatelj na Fakulteti za arhitekturo. Ne vem, koliko od vas se vas je te knjige že lotilo. Sklepam, da mnogi ja, ampak ker me skrbi, da nekateri vendarle tudi ne, bi za začetek nekaj razjasnila. In sicer, če bi bila strokovnjakinja za založništvo, oziroma če bi strokovnjaka za založništvo vprašala, česa ne narediti, če hočeš prodajati knjigo, bi mi najbrž rekel, ne dati v naslov besede, ki je nihče ne pozna. Ampak midva sva dala v naslov besedo, ki je nihče ne pozna. In za tiste, ki je še ne, morda, Miloš, kaj je to amfilat in zakaj je to tema? Ja, hvala za ta izziv, lep dober večer vsem skupaj. Amfilat je, bom začel drugače. Cela knjiga se je v bistvu rodila iz ene preproste fascinacije nad prostorom, ki bi moral biti že zdavnaj odslužen, pozabljen, neuporaben, v resnici pa povsod okrog nas. In to je samo ena preprosta gesta sprehajanja iz ene sobe v drugo, ob čemer vidimo vse sobe naenkrat. To je v bistvu amfilat v najkrajšem možnem pomenu besede. To so prostori povezani med sabo z vrati v ravni vrsti, kar pomeni, da iz prve sobe vidimo tudi zadnjo in vse vmes. In ima eno tako teatrsko funkcijo, tako kot da bi stali na odru gledališča. V resnici so stara gledališča. Pred parimi dnevi sem bil v Vičenci, v enem izmed prvih renesančnih gledališč Andreja Palladija, kjer je scena narejena tako, v resnici vrsta portalov, ki se odpirajo v neskončnost. Ampak ta motiv pol poznamo še iz cele vrste prostorov, arhitekturi, iz palač do muzejev, in na koncu nas spremlja povsod, kjer je zaželeno, da se premikamo iz ene sobe v drugo, ne da bi skočili na hodnik pa poiskali en prostor, ki je točno določen za nas. Mogoče na kratko rečen, amfilat je eno arhitekturno potovanje, če ne veste, v katero sobo spadate. No, in mene je to fasciniralo že daleč, preden sem vedel, da ta beseda sploh obstaja in kaj pomeni. In kot vse dobre stvari se je izkazalo, da stvar, ki te zanima, recimo eno izmed verov te fascinacije je bilo prav gotovo družinsko stanovanje, o katerem pišem, ampak na koncu tudi sprehajanje skozi ruševine ali pa obiskovanje starih palač, na koncu tudi muzejev. Amfilat najdete tudi v modernistični arhitekturi, pa kdaj tudi v sodobni. Skratka, če je stvar tako zanimiva, da fascinira vas, pa še koga zraven, je zelo velika verjetnost, da je kakšen človek, ki je pisal že 300-400 let pred tem, ji dal ime, in lepota baročnega, ko bi rekel, baročne znanosti in umetnosti je, da obstajajo v amfilatu celi traktati, da je predvsem termin iz vojaške terminologije. Skratka, odkril se en nov svet, no, ki pa je prišel prav iz te fascinacije nekim prostorom, ki mu nisem znal dati imena, dokler nisem gotovo, da so te stvari razrešili že drugi pametnejši ljudje pred mano. In kot mnoge fascinacije je ta fascinacija bržkone bila povezana tudi s tvojim odraščanjem, s tvojim otroštvom in z družinskim stanovanjem, v katerem si bržkone prvič prišel v stik z amfilat. In vprašanje, ki iz tega sledi, je, najbrž si se premikal v življenju skozi veliko stanovanj, ampak samo zaenkrat o enem stanovanju, v katerem si bival, si napisal knjigo. In zakaj je ravno to stanovanje? Ali zaradi amfilat, ali zaradi drugih stvari? Kaj na tem stanovanju je bilo takega, da si rekel, o tem stanovanju moram pisati? Po mojem, da bi lahko vsi
v tem prostoru verjetno napisali kar nekaj knjig o stanovanjih ali pa hišah, v katerih smo bivali ali pa še vedno bivamo. Ta knjiga pa nikoli se ni porodila želja, da bi pisal o tem družinskem stanovanju. Na koncu koncev sem zares bil v tem stanovanju samo prvo leto svojega življenja in prav ničesar iz tistega prvega leta se ne spomnim. Je pa res, da sem se v to stanovanje vračal, ne? Pozneje vse do približno 10. leta starosti in se ga spomnim po enih drobcih, ne? Ni bilo to moje stanovanje, primarno stanovanje, bilo pa družinsko stanovanje, bilo stanovanje, kjer so se ljudje srečevali, kjer so na koncu koncev peli, se pogovarjali, delili spomine, podajali zavedno ali pa nezavedno ene dolge tradicije nazaj. In v tem smislu je bilo mogoče lažje pisati v tem stanovanju, ker ni bilo prepojeno tako neposredno s prvoosebnim, kako bi rekel, pričevanjem, z mojimi veliko osebnih spominov vezanih na to stanovanje, ampak tisti ključni osebni spomini, prelomi, najpomembnejši dogodki, dobri in slabi, ki se vežejo, se ponovadi zgodijo v tistem stanovanju, kjer večino časa preživiš, ne? To je bilo pa bolj stanovanje raziskovanja, stanovanje širše družine, stanovanje zgodb, ki so preraščale v legende, stanovanje, ki je bilo domače, ampak obenem tudi toliko neznano, da je bilo odprto za raziskovanje. In to se mi zdi, da to je moje arheološko stanovanje, ne? Ali pa mogoče, kaj pa vem, se je arhitekturni zgodovinar začel mogoče iskati v tem stanovanju, čeprav absolutno takrat še nisem imel tega namena. In v resnici je ta knjiga rodila bistveno bolj akademsko, bistveno bolj iz enega raziskovalnega impulza, enega razmeroma vročega, pa ne tako zelo deževnega poletja v Londonu, ko sem mislim, da že drugo leto tam delal doktorat na popolnoma drugačno temo. In sem si ko sem ugotovil, da vsem 3 leta doktorata pa niso tako dolga doba in da si moram vzeti tudi malo predaha od svojega doktorata. Obenem pa poznam toliko dobrih knjižnic v Londonu, kamor sem lahko hodil zastonj. Načeloma knjižnice v Londonu niso zastonj, razen če si študent, moraš plačati kar, mislim, da nekih 200 funtov za recimo eno. In takrat sem se odločil, da bom pač malo raziskal to svojo staro fascinacijo nad temi bizarnimi, baročnimi prostori. Tako da 2 tedna sem se vzel, preden sem šel za poletne počitnice v Ljubljano. In ta 2 tedna sta bila v bistvu brezinteresno raziskovanje dosti obskurnih publikacij na to temo. Publikacije, kar pa knjige, ki jih je zelo težko dobiti že zdaj, mislim, da kar za nekaj knjig sem moral porabiti med knjižnično izposojo ali pa samo en izvod v celem Londonu, ne, in tako naprej. Skratka, v svetovnem merilu redke knjige obskurnih avtorjev, ki že desetletja niso več živi. In tam se je razvila ena taka dosti zanimiva, meni vsaj, dosti zanimiva raziskava, ker me zanima, kaj je zdaj s temi prehodnimi sobami. Kaj je zdaj s tem pojmom enfilat, ki pomeni v resnici izvorno streljanje v ravni črti s topovi, ne. In tako da si lahko te odprtine, ki si sledijo v ravni črti, lahko predstavljate ne samo kot baročna vrata ali pa pot skozi sobe, ampak v resnici tudi kot topništvo, ki strela v najkrajši možni črti skozi vse prostore. Skratka, odkrijejo se ene dosti zanimive zgodbe. Potem sem zbral fotografije pa skene teh knjig, kar obsežna mapa, in seveda, potem, ko sem gotovo, da bo treba spet delati doktorat, odložil to, hvala Bogu, na digitalen način, tako da sem jih ohranil. Mislil sem enkrat nekaj iz tega narediti. Potem pa kar nekaj let, nič, ne, na kar dobim povabilo, da lahko napišem kakršnokoli knjigo si želim od tebe, ker se mi zdi še vedno eno izmed lepših povabil, kar sem jih dobil. In ker pa seveda ni bilo mišljeno, da gre za akademsko knjigo, in na koncu koncev mene pa vedno zanimalo, kako pisati o arhitekturi drugače ali pa kako tudi izumiti drugačen jezik pri raziskovanju. Da ne ponavljamo istih vzorcev, da ne mislimo, da samo to, da je knjiga suha, pa da ima zelo veliko opomb, da pomeni tudi, da je dobra. Po mojem, da se da tudi akademske knjige pisati na zanimiv pa dostopen način. Ampak takrat, ker si me nekako potisnila v vlogo, da iščem nek crossover, se mi je zdelo, ampak ok, te knjige so zanimive, ki sem jih nabral v Londonu in drugod. Tudi nekaj zapiskov s svojimi razmišljanji sem si nabral že do takrat.
Ampak v resnici imam pa na dlani en case study, eno zgodbo, kjer bi lahko raziskal ta fenomen Filada, ne samo iz baročne dobe, v resnici potem celo 19. pa 20. stoletje bi lahko razložil skozi osebno izkušnjo ali pa skozi družinsko izkušnjo, bi boljše rekel, z več generacijsko izkušnjo nekega prostora, ki pa je po nekem naključju točno tak, da nima hodnikov, tak, da si soba sledi v sobo, da iz prve lahko vidiš zadnjo, in kar me je še posebej zanimalo kot arhitekta, da te na prvi pogled nefleksibilne sobe v resnici prikazujejo, da ne samo, da se da živeti v takem zastarelem stanovanju, ampak da je vsaka generacija v tem stanovanju morala na novo napisati pravila uporabe. Ne? In to se mi je zdelo pol, ok, jaz bom obdržal ta malo akademski del, nekoliko zgodovine, prikazal, kako vitalna zgodba je bila razmišljanja arhitektov in uporabnikov enega načina premikanja iz sobe v sobo. Ampak po drugi strani mogoče bom lahko več, bolj plastično in mogoče tudi na način, da bom odkril stvari, za katere še ne vem, odkril skozi raziskovanje družinskega stanovanja. Tako da to je bil glavni razlog, zakaj je to stanovanje dobilo svojo knjigo na nek način, pa zakaj druga še ne ali pa mogoče nikoli ne bojo. Ti stanovanje v bistvu uporabljaš kot zgodovinski vir, ampak hkrati to ni tvoj. Ta tloris ni edini zgodovinski vir, spremljajo ga drugi, osebni arhivi, fotografije, pisma, ustna pričevanja in nenazadnje tudi tvoji spomini na družino, pripovedi te družine, mitologijo te družine in tako naprej. Kako si se lotil pisanja, ali pa razmišljanja o tem, da nisi zapadel, pa čeprav vem, da nisi nagnjen po naravi k sentimentalnosti, pa vendarle, da nisi zapadel v neko družinsko sentimentalnost, družinski album in tako naprej. In hkrati tudi, kako si vzdrževal ta ritem med tem, da se držiš zgodovinskih virov, ampak hkrati se lahko zanašaš tudi na svoje spomine, in ali so te zgodovinski viri bili kdaj ali pa pričevanja v navzkrižju s tem, česar si se ti spomnil? To je zdaj zelo široko vprašanje, pa tudi zelo zanimivo v resnici, ker po mojem, ali pa kako jaz sploh poskušam najti razlog, da nekaj napišem, je tako, da se pač pogovarjam sam s sabo. Se mi zdi, da sentimentalnost je nič narobe, če jo znamo zelo jasno označiti za sentimentalnost v knjigi. Ne? Tako da verjetno pri vsakem brskanju po arhivu, in to po mojem, da ti poznaš bistveno bolj kot jaz, gre na nek način tudi za nenehno kritično branje tega, kar najdeš. Arhiv ni kar en sogovornik, ki ve vse in iz njega izvlečeš po potrebi to, kar potrebuješ, ampak ja, te preseneti. Je nek nanos ljudi, ki velikokrat niso več živi, ampak so imeli vse napake in prednosti, ki jih imamo živi ljudje. Ne? Tudi te ljudje, ki zapuščajo svoje pisma, fotografije in tako naprej, so bili lahko sentimentalni, ali pa so bili lahko strogi, ali pa včasih kruti, včasih zelo dostopni, se lahko povežeš z njimi. Vse najdeš tam, kar najdeš v živem svetu. Tako da zdi se mi, da je treba pač s takimi stvarmi upraviti na papirju, ne preden pišeš, ampak medtem, ko pišeš, in da to tudi priznaš bralcu. Ne? Recimo, če se ti je zdelo kaj, ne vem, omembe vredno, pa si potem kasneje ugotovil, da ni, lahko oboje napišeš. Ker je, mislim, da za bralca bistveno lažje slediti toku misli, ne da narediš nek destilat perfektnega očiščenega znanja na koncu, ampak da, vsaj po mojem, je branje zanimivo zaradi poti, zaradi tega, ker razumeš, kako tisti, ki piše, razmišlja in mu lažje slediš. Ne? Zdaj, pri prvi del tvojega vprašanja... O stanovanju kot zgodovinskem viru. Ja. Razlog, zakaj se mi je zdelo, da to ne smejo biti neki predvsem družinski spomini, je, da mislim, da v tej sobi približno 5 ali pa 6 ljudi, ki bi mi bilo to zanimivo. Skratka, člani te iste družine, ne, ki delijo ne istih spominov, recimo, ali pa drugačne spomine, ali pa drugačno razumevanje. Ne, ampak jim to stanovanje nekaj pomeni. Za vse ostale je to razmeroma tipično ljubljansko stanovanje. To ni izjemna zgodba sama na sebi, da bi jo samo spravil na papir in bi s tem nekaj drugim ljudem povedal. Ne. Razlog, zakaj je
morda zgodba o tem stanovanju zanimiva tudi nekomu, ki nikoli ni prestopil njegovega praga, ali pa ni nikoli poznal ljudi, ki so v njem stanovali, je po mojem, da če je v tem, da sem poskušal skozi to stanovanje povedati nekaj o naravi arhitekture, prostora, bivanja, dejstva, da je vsako stanovanje v Ljubljani in drugod v 20. stoletju nujno bilo neke vrste pripoved o družbi in na koncu tudi politiki tistega časa. Ne? Vsako stanovanje seveda beremo drugače, imamo tudi zelo različne ostaline, ki so se nabrale. In jaz imam to srečo, en izmed razlogov, zakaj sem lahko pisal o tem stanovanju, je, da so se pri številnih družinskih kosilih, pri srečanjih, pri tistih polnih omarah stvari, ki so ostale, se je nabrali zelo velike ene žive tradicije, pripovedi, mitov, materialnih ostankov, kot so fotoalbumi. Na koncu te družine bilo kar nekaj zelo navdušenih fotografov. Praded je bil zelo navdušen amaterski fotograf, tako da je fotografskih albumov ogromno ostalo. Zanimivo, skoraj nič pisem ni ostalo. Je bila to družina, ki je pisala pisma, ker je bila tako razkropljena po centralni Evropi, je bilo teh pisem, po mojem, da ne broj. In tudi mislim, da glede na to, kako se mi zdi, da so ljudje, kakšni so bili, so morali ta pisma hraniti do neke točke. Ko si omenila sentimentalnost, pa ne sentimentalnost, centralna oseba, ki določa to stanovanje, ali pa to stanovanje najbolj določa centralno osebo, ker govorimo tudi o stanovanju kot akterju, je moja babica, ki je bila po eni strani zelo določena s svojo družino, z družinskimi na nek način zgodbami, tudi z družinskimi dolžnostmi, po drugi strani pa izjemno, vsaj jaz jo tako berem, lahko da jo drugi družinski člani drugače in tudi spoznali se v drugačnem obdobju njenega življenja kot jaz, razmeroma nesentimentalna oseba. Ali pa vsaj do materialnosti nesentimentalna oseba. Ko je po kar nekaj desetletjih, ko je bilo to v bistvu najemniško stanovanje, še od 30 let naprej, to stanovanje odkupila, ga je kar radikalno prenovila. Peči so šle stran, po mojem so šle stran tudi kakšne druge stvari, domnevam, da so šle v en izmed teh valov tudi pisma stran, medtem ko so albumi, recimo, kot neka pa čustvena veš, ne nujno sentimentalna vez te družine, pa ostali. Ko se pohištva, so pa ostali. Žive vezi z ljudmi, ki so bili razkropljeni od Prage do Trsta, so še vedno ostali za časa njenega življenja. Tako da je bila izjemno človek, ki je izjemno, kako bi rekel, nadaljevala izročilo svojih staršev, pa starih staršev o tesni povezanosti, rodbinski povezanosti, so takrat rekli. Obenem je bila pa do materialnih stvari izjemno nesentimentalni človek. To mogoče ni v prid arhivu. Je pa v prid tem zgodbam, ki so se nalagale in so se potem prenašale iz roda v rod in tako naprej. In recimo par pisem sem odkril že, ko je bila ta knjiga praktično napisana, pa sem potem malo predelal v enem izmed najnih dopisovanj. Je oče odkril pisma, ki mu jih je njegova mama, moja babica, pisala v vojsko, in tam je bilo kar nekaj zanimivih podrobnosti iz zgodnjih 70-ih, kako se je živelo v tem stanovanju. Ampak to, kar sem hotel tle povedati, je, nisem si mislil, hočem reči, kako te arhiv preseneti. Pa misliš, da poznaš človeka zelo dobro. Da med drugim napiše v enem izmed pisem, zdaj parafraziram, da bi ostal svoji rodbini zvest po vseh stvareh, ki so jih predniki delali. Za nekoga, ki je svoje razumevanje sveta v bistvu zgradil med drugo svetovno vojno, prelomil zgodovino. Ona je bila oseba zavezana socialističnemu projektu, čeprav je izhajala iz meščanske družine. Se mi je zdaj zanimivo, da tako arhaičen smisel za rodbinske zadeve, in ne samo, da se ohrani kot neka recimo navezanost na stvari njenih staršev, ampak tudi, da je bil artikuliran v pismu dosti lepo,
kot poslanica naslednji generaciji. Ne? In to me je presenetilo, recimo. Skratka, ljudje so v različnih življenjskih obdobjih različni, verjetno tudi drugače uporabljajo prostore ali pa prostori drugače določajo in me je presenetilo, kako je bilo to artikulirano v teh ohranjenih pismih. S tem si v bistvu načel eno temo, ki sem jaz odprla, mislim, da na dan, ko sva poslala knjigo v tisk. In sicer sem ti napisala, mislim, da je ta knjiga sprava, in potem si ti napisal, mi boš morala enkrat povedati, kaj misliš o tem. In o tem mislim sledeče. Zdi se mi, da smo se leta glede slovenske polpretekle zgodovine, tudi zgodovinarji ukvarjali zgodovino, predvsem z vidika politične zgodovine, kot da bi politična zgodovina edina določala, ali pa politika na splošno edina določala, kako ljudje živijo. Kot da bi štetje žrtev, primerjave gorja bili edino določilo za to, kako se lahko spravimo ali pa koliko je koga na kateri strani, če sem vulgarna. Ne? Ampak ravno skozi tvojo knjigo se pa pokaže, da če gledamo arhitekturno zgodovino ali pa tudi neke druge dele kulturne zgodovine, popularne kulture in tako naprej, da je sprava v resnici bistveno lažje dosegljiva in da je v marsičem že bila dosežena. In se mi zdi, da to stanovanje, tvoja knjiga in ne nazadnje tvoja družina in uporaba tega stanovanja v različnih obdobjih priča o tem. Zdaj bolj razumem, kaj si mislil takrat spravo. In po eni strani, ja, absolutno je taka in podobne študije osebne zgodovine mogoče pokažejo, da je po eni strani zgodovina bistveno bolj komplicirana, pa bolj zanimiva kot te preproste sheme, v katerih živimo. In tako kot je shema, pač, če zdaj skočim na arhitekturo, kot primerjavo, shema tazga stanovanja, kjer je organizacijski princip filat, zelo preprosta, skoraj presenetljivo preprosta, enako velike sobe povezane z vrati in to je to. V resnici ravno ta struktura omogoča eno zelo zanimivo, konfliktno, nasprotujočo si rabo skozi čas. Ja, zdaj po eni strani, pri nas sprava je sploh tak pojem, ki se ga bojim, ka hudič križa. Mislim, da če se je imel kdo za spraviti, že davno ni več. Po drugi strani je treba povedati, seveda, da te presenetijo stvari, ki skočijo ven, ne nujno iz družinskega arhiva, ampak lahko tudi iz časopisja. Zdaj imamo digitalizirane časopise in tam lahko najdeš neko paralelno zgodovino tej, ki jo poznaš iz intimnega življenja. Zdaj, moja družina ni bila ena izmed teh družin, ki bi se razklala na pol. Da bi bili polovica pri partizanih, polovica pa pri domobrancih. Absolutno, da ne. Kar pa ne pomeni, da ni bilo nekih zanimivih generacijskih političnih konfliktov znotraj te družine. In prav gotovo, praded je bil, po mojem, da izjemno tipičen predstavnik liberalnega meščanstva, utemeljenega na nacionalni ideji, pa na liberalizmu, ki je bil vedno tudi antiklerikalen. Glavna razpočnica v slovenski družbi, še posebej v mestih, je bila pač ta. In po mojem, da jo danes podcenjujemo. V družinski zgodovini se je ohranila, ali pa babica mi je povedala, da je njen brat moral iti v Maribor delati gimnazijo, zato ker mu klerikalci v Ljubljani niso dovolili dokončati gimnazije. Zdaj to je družinska zgodba, ne? Ampak kaže, ne trdim, da je popolnoma resnična ali popolnoma napačna, ampak kaže pa, kako je bila ta razdelitev ključna. Jasno, potem med vojno domnevam, da zdaj praded je sodeloval z Osvobodilno fronto, bil pa izrazito, ni bil pa komunist. Moja babica je pa bila komunistka. In po vojni, ravno tako njen brat. In po vojni je ta, ne zdaj v ideoloških branjih, češ, ne vem, kam iti za 1. maj, ampak kako so različne generacije, pa tudi različni posamezniki dojemali novo dobo. So bile velike razlike in v tem smislu, jaz, ki seveda pradedka pa prababice nisem poznal, sta umrla v 60-ih, sem lahko pač samo preko svojega očeta, preko svojih tet in drugih družinskih članov, pa preko babice posredovano razumevanje tega časa
razumel. Ne? Ampak ja, absolutno so vse ti konflikti so bivali pod isto streho in so, po mojem, da včasih bolj, včasih manj harmonično prenašali te hitre spremembe. Ne? Zgodba tega stanovanja se začne leta 38, konča se v 90. Samo od leta 38 do recimo 48, 10 let, približno 5 držav vmes, kar nekaj velikih geopolitičnih zasukov, ena vojna, ampak z zelo različnimi spremembami, tudi bombardiranja, recimo izpraznjenja, ljudje so šli v partizane, so šli v zapore. Potem, sam da omenim to notico, no, ki me je presenetila, pri brskanju sem odkril, da je bil praded, pri brskanju časopisov, sem odkril, da je bil praded na neki točki imenovan za prokurista podjetja, katerega istočasno so imenovali za direktorja tega podjetja Rada Hribarja, ki je ravno tako tudi literarni junak zdaj, v knjigi, Jančarjevi knjigi, to noč sem jo videl, ta znana zgodba, ki se je odvila na gradu Strmol. Oba sta bila imenovana to strani nove nemške okupacijske oblasti, namesto prejšnjega direktorja, ki se je izbrisal, ki je imel sumljivo judovski priimek. Skratka, naenkrat vidiš, da so bili ljudje, po mojem, da proti njuni volji, ampak vseeno, imenovana na neke funkcije strani okupatorja. Zelo težko je bilo pristati vedno na nogah, v teh 10 letih samo. In da, ja, en teden potem, po mojem, da to absolutno nista bila povezane zadeve, ampak en teden potem Rada Hribarja ustrelijo v gozdovih nad gradom Strmol. Skratka, zgodba postaja vedno bolj nekoherentna. In potem, ko jo povežeš s prostori, postane, po mojem, da še bolj zanimiva. Ali pa jaz jo lažje berem, kakor pa zgodovinski arhiv. Jasno, po družinski prepovedi naj bi praded takoj po koncu vojne oddal prvo sobo, tako je bila neposredno dostopna iz stopnišča, nuni. Nuni, ki ni imela takrat kam, in to naj bi naredil zato, ker se mu je zdel, kljub tej svoj protiklerikalni usmerjenosti, ampak v teh novih časih se je zelo hitro oblikovalo drugačno zavezništvo. Boljš nuna kot komunist. Tako. Domnevam, zdaj mu polagava besede v usta, ampak seveda, vedeli se je, da bojo verjetno sobe zasedene z ljudmi, ki nimajo kam, ker je po drugi strani čisto razumljiv ukrep v kriznih razmerah. In poznamo, vsa večja ljubljanska stanovanja so bila po vojni zasedena tudi z drugimi uporabniki. No, pač tem tudi pišem v knjigi, ta račun se mu ni šel, ker so kljub temu še eno sobo delegirali uslužbenca SZDL-ja, ki tudi ni imel kam. In niti ne gre samo za eno družino. Potem tukaj pride za novo generacijo očeta, mojega očeta pa mojih tet. Skratka, družina naraste v hudo zmanjšanih materialnih zmožnostih. Ena soba je šla iz stanovanja, druga soba je šla iz stanovanja. Naenkrat sobivaš z ljudmi, ki jih ne poznaš, ki so tja vseljeni po nakaznici, po stanovanjski nakaznici, z njimi si deliš WC, takrat še ni bila kopalnice, oziroma se je kopal po sobah, v kadeh, in z njimi si deliš kuhno. Tako da naenkrat se ta zelo taktno, urejeno meščansko stanovanje na predvojnih fotografijah popolnoma preuredi. In stvar, hočem reči, da ideologija ni več stvar, kdo gre zdaj k maši, kdo gre na prvomajsko parado. Ideologija je, kot ti nekdo, ki ga ne poznaš, gre skozi predsobo, ker tudi uporablja tvojo kuhno. In potem stvar rata še bolj zapletena, ker v tvojem stanovanju, zdaj, če jaz govorim iz stališča svojega pradeda, imaš tudi hčerko, ki aktivno poskuša podpirati novi svet. Ta, ki ti je vzel 2 sobi, recimo. Mislim, da po eni strani skozi to knjigo sem še povečal občudovanje do svoje babice, ker se mi zdi, da če je kaj dobrega meščanstvo svojo izobrazbo, pa svojo razmeroma dobrim poznavanjem
umetnosti, ne, pa vsaj v tej družini likovne pa glasbene umetnosti, če je kaj lahko prispevalo novemu svetu, je po mojem, da lahko prispevalo to, ne, kulturno pa, oziroma prosveto, ne pa odnosa do materialnih stvari. Ne. Ker recimo, če si že omenila spravo, ne, absolutno se mi zdi abotno, da po letu 1991 se je govorilo v preteklosti samo kot o pogromu nad rahločutnim meščanstvom, ne, ali pa mogoče celo o grozi nad izgubljenimi dobički delnic, ki so bile zaplenjene. Ne. Ta sentimentalnost ni bila niti več usmerjena na ljudi, ampak je bila usmerjena na premoženje po letu 1991. In to se mi zdi, to je res najslabše, kar je imelo meščanstvo v Sloveniji in drugod za ponuditi prihodnosti, ker je bilo utemeljeno na kopičenju materialnih dobrin. Ne. Tako da se mi zdelo, meni vsaj, zelo navdihujoče, da sem poznal nekoga, ne, ki je izhajal iz zelo takega okolja, pa se mu to niti, ali pa se ji to niti ni zdelo pomembno na nek način. Da so druge stvari, ki so definirale projekt, kaj pa vem, njene izobrazbe, in tega, kar bi morala v prihodnosti početi. No, to se mi zdi kar fino. Zdaj sva že tako politična in bom nadaljevala v to smer. Prijatelj, ki je sicer kemik in mi je rekel, da nikoli ni razmišljal ničesar o arhitekturi, je prebral tvojo knjigo in mi je rekel, da si ni mislil, da je arhitektura lahko tako politična. Kar se mi zdi super, da je nekdo prebral to knjigo in dobil ta občutek. In iz tega bo sledilo zelo naivno vprašanje, kaj se ti zdi, da je danes mogoče temeljni, ali lahko govorimo o kakšnem temeljnem političnem projektu ali pa temeljnih političnih zavezah arhitekture. Kaj bi arhitektura danes morala biti? Arhitekturi se ne moreš izogniti. Ne. Danes sem prvič v Vodnikovi domačiji, odkar je prenovljena, in je zelo drugačna, kot je bila prej. In tudi pogovarjava se drugače, kot bi se v tistem prejšnjem prostoru. To je samo mikroprimer, kako nas prostori nujno določajo, kako, če nimate trga, ne morete protestirati. Ne? Oziroma morate izumiti drugačen način protestiranja. Kako, če na ulici ne srečaš ljudi, ampak se po cesti vedno pelješ z avtomobilom od svoje hiše do trgovine, pa potem do službe pa nazaj, seveda boš nujno poznal manj ljudi, ali boš pa poznal manj realnih ljudi, pa več virtualnih ljudi. Da prostori ne samo, da nam dajo okvir, ampak določajo, kaj je sploh mogoče v njih početi, pa kaj ne. Ne? To ne pomeni, da arhitekti delamo scenarije. Arhitekti sicer mislimo, da delamo scenarije. To upam, da vsi veste, da ko naredimo projekt, se nam zdi, da bojo ljudje kuhali tam, ker smo mi predvideli, da bojo spali tam, ker smo mi predvideli, ker smo najdeli idealen in popolnoma racionalen način, kako bi se morali vsi ljudje po tem prostoru gibati. Ne samo zgodba o tem stanovanju, o katerem pišem, ampak zgodba o vseh naših stanovanjih so v resnici mali manifesti upora proti arhitektom. Ne? Ker praviloma se z našimi prijatelji pa družinskimi člani ne družimo tam, ker arhitekt naredi eno ogromno zofo pa en ogromen, ne vem, televizor, da ta sicer izginja iz stanovanj in zelo spreminja način uporabe stanovanj, ampak se slovenske zabave, kot vedno pač rad pripomnim, tako se mi zdi, najrajši odvijajo ali v tesnih kuhnah, kjer smo res zelo blizu drug drugemu, ali pa najrajši, to je pa že after, ko greš v predsobo in se poslavljaš in potem to traja 3 ure in se v bistvu glavna zabava zgodi v predsobi. Ne. Tako da to so pač neke take domače primerjave, kako ne moramo uiti dejstvu, da je nekdo postavil steno tam, kot jo je. Ne. Ampak seveda pa ima arhitektura en zelo pomembno nalogo in to je, da ne da gradi skupnost, ampak da omogoča, da se skupnost formira. Da omogoča, da se zgodijo tudi nepredvidljive stvari. Da po eni strani določeno, kako bi skoraj da rekel, nek igro, da omogoča različne igre v prostoru,
če imate popolnoma prazno površino, se te igre ne bojo zgodile, ker nimamo zaklona, nimamo ničesar, proti čemur bi reagirali. Jasno, potrebujemo zidove. Ne? Zidovi so tudi zatočišča, niso samo ločnica. In potrebujemo zidove zato, da smo varni, ampak potrebujemo pač vrata, okna in trge in ulice zato, da smo lahko varno tudi skupaj. In od stanovanja do celotnega mesta ali pa do cele krajine, mislim, da danes v zadnjih desetletjih doživljamo zelo žive lekcije o pomenu arhitekture, pa v njeni odsotnosti na nek način. Če jo razumemo kot platformo, ki omogoča grajenje skupnosti, po mojem, da spremljamo zdaj en osip. Ne bom rekel upad, zato ker vedno se nam zdi, kot da je bilo vse prej v redu, zdaj gremo pa v katastrofo, ampak osip možnosti v prostoru pa absolutno doživljamo. Še bolj, če ne doživljamo tega osipa možnosti, pomeni, da smo v tisti najbolj privilegirani skupini, ki so ji dane vse možnosti v prostoru, ki se počuti sposobna kadarkoli zakorakati v Cankarjev dom, ki se počuti možna kadarkoli zakorakati v drago restauracijo in tako naprej. Za nekoga, ki je deprivilegiran, so postavljene stene tam, kjer recimo za tazga privilegiranca niso. In preprosta stratifikacija različnih profilov ljudi, mnogim izmed njih so vsa vrata zaprta, in to ne metaforično, je vedno večja. Zdaj, kolektivna izkušnja, ki je pa to naredila zelo prijemljivo in od takrat se mi zdi, da mi sploh ni treba več pojasnjevati, ali pa tudi drugim arhitektom, zakaj je prostor tako zelo pomemben, je COVID. Je nek dogodek, ki je čez noč preuredil način, kako smo skupaj oziroma kako nismo skupaj, ki je pokazal, da javni prostor niso samo trgi pa ulice, ampak so tudi pokriti javni prostori, da pozimi, če nimaš svojega doma ali pa če imaš slabo ogrevan dom, je možnost recimo delati ali pa se sam zadrževati v avli Cankarjevega doma mogoče nekaj, kar ni samoumevno. Skratka, da imamo včasih odlične prostore, ki so že zgrajeni, pa jih ne znamo uporabljati. V Ljubljani imamo dve veliki javni dvorani. Včasih jih je bilo več, zato ker so bile vse cerkve tudi javne dvorane. Danes je veliko cerkva, kjer je treba plačati vstopnino, ali pa se treba pretvarjati, da greš na mašo, zato da bi si šel zastonj pogledati, ker ni samo stiskaška posledica tega, da moraš plačati, ampak po mojem, da cerkve so bile včasih pokriti javni trgi. Za vse. In se v njih odvijali tudi kaj drugega, kot nedeljska maša. Ne? Ampak imamo tudi posvetne cerkve s posvetnimi mašami in Cankar pa Cukrarna sta po mojem, da dva zelo zanimiva, velika, pokrita javna trga, ki pa bi jih lahko bolj aktivno uporabljali ali pa omogočali, opremali, odprli, zato, da bi jih ljudje kot take tudi razumeli in posvojili. To je javna infrastruktura in bi morala biti tudi uporabljena na tak način. Če zelo na hitro povzamem, po mojem, da je nemogoče, da bi lahko gradili nove načine skupnosti, kako smo lahko skupaj v 21. stoletju, ne da bi arhitektura ponujala novih prostorov za to. Ampak v to vštevam tudi opremljanje, prenovo, opolnomočenje prostorov, ki so že tukaj. Ne? In ni bolj zanimive naloge, po mojem, da kakor kreativna prenova v 21. stoletju, ker tako vidiš, da je ogromno stvari že narejenih, če znaš pravilno uporabljati. Ne? In v Ljubljani od malenkosti, recimo, da so te pasaže, ki so jih v 60-ih odprli, ne? In so bile nekdaj sestavni del mesta, potem češ, zdaj smo pa slovensko tlakovali, kar je bilo super, ne? In je bilo pravilno, da se je Slovenska zaprla za dobršen del prometa, ampak to je bil potem razlog, da so zdaj te arkade, ki so oblikovali nek tak zanimiv prehoden prostor med hišo pa med zunanjostjo, zaprli. Češ, tem hišam smo nekaj vzeli, zdaj bomo pa spet nazaj dali. Ne? Ampak da teh 60 let zavetja pred dežjem, flertanja, ki ga je bilo po mojem, da prav veliko v teh pasažah, enega vmesnega prostora, da jih ni bilo. Ne? Kot da je šlo samo za rešitev enega funkcionalnega problema. Pa ni res. Ne? Pač, življenje v mestu se odvijajo prav na takih vmesnih conah, med zunaj in znotraj. In, po mojem, da je ključno, da arhitektura začne bolj aktivno posegati, ne samo kako lahko najboljši naredimo
projekt glede na naročilo naročnika, ampak kako lahko naročilo naročnika uporabimo za to, da ustvarimo tudi nekaj, na kar on, pa mogoče celo mi kot arhitekti najprej niti nismo pomislili. Ama kdo iz občinstva mogoče kakšno vprašanje? Lahko še malo... Ja? Jaz bi mogoče vprašala nekaj. Če smo začeli z nekim, bomo rekla, besedotvorjem, ki se tiče arhitekture, bi jaz tukaj mogoče vprašala naslednje. Če greš ti skozi, kot ste rekli, ne, te enfalade, to mi po mojem, a ste vi kdaj tudi obravnavali to zadevo iz psihološkega stališča? Če greš ti skozi neka vrata, ti v tvojem glavi se nekaj zgodi, vrata niso brez veze. In pol, ko prideš ti v nov prostor, tudi ga nekaj vidiš, nekaj radovednost se sproži, nekaj vidiš. In neka konfrontacija. Ko greš v drugo sobo, so druga vrata in spet drugo občutje in tako naprej. Če bi vi o tem mečkem povedali, to bi bilo zanimivo. Se mi zdi tudi iz zgodovinskega stališča, se vemo, kaj vrata pomenijo, ne, tudi v metaforičnem smislu. Mogoče, da bi malo tega poudarka. No? Ja, se strinjam z vami, hvala za to vprašanje. Dotaknil sem se tudi tega vprašanja, ampak periferno, ker nisem psiholog, me pa zanima. Absolutno. Pred parimi leti je bila v Etnografskem muzeju zanimiva razstava prav v vratih. Meni se je zdela zelo zanimiva zato, ker je bilo tam jasno nabranih veliko vrat, ampak tudi zato, ker je tematizirala razstava zelo zanimivo tudi vprašanje praga. Ne? Praga pa vrat, ker pograbiti za kljuko, odpreti vrata, je seveda kot odpreti nov oder ali pa novo realnost. Ne? In Onfilat omogoča to, po mojem, da na stopnjevan način. Ne vstopite nikoli samo v eno sobo, vstopite v cel niz sob. Razlika je zdaj čisto zgodovinsko, kako se je hodilo skozi te sobe. Ne? Originalno je v bistvu, tega nisem omenil, v knjigi je napisan, v resnici stanovanje kot pojem se rodi skupaj z pristopom ali pa organizacijskim pristopom Onfilada. Predtem so ljudje živeli v sobah, sobanah, gradovih, hišah, v obeh pomenih besede. Ne? Slovenska kmečka hiša ima tako lepo osrednji bivalni prostor poimenovan hiša. Skratka, ljudje so živeli v vsem mogočem, v stanovanjih pa ne. Dokler arhitekti ne povežejo različno velikih sob z to ravno črto v zgodnji renesansi in se potem v baroku to razvije v res aristokratsko stanovanje. In to stanovanje omogoča, da postane stanovanje oder reprezentance. Reprezentance tega, ki sprejema, in doživetja tega, ki prihaja na obisk. In vprašanje, do katerega praga sežete, do kam vas ta služabnik, ki vas sprejme, pripelje, oziroma če ste vladar, skratka, če ste po rangu višji kot ta, v katerega stanovanja odstopate, vas pride pozdraviti sam lastnik stanovanja in vas potem odpelje čisto do zadnje sobe. Na koncu pridemo do tega, da so baročni arhitekti in lastniki teh stanovanj razumeli Onfilat, stopanje skozi pragove kot merilno lestvico družbene pozicije. Tako da vedeli ste, obstajajo celi priročniki, ki so napisani v Rimu, so jih izdali, pa potem v Franciji, kjer vam je bilo jasno, da če so vas peljali do malo čez prag druge sobe, pomenili, da niste sicer kmet, ne, ampak prav veliko pa ne pomenite v Rimu. Ne. Tako da, po mojem, da če malo razširim to psihološko razumevanje dostopa v posamezno sobo, je imelo možnost ali pa dovoljenje, da ste prestopili prag, je imelo zelo natančno družbeno funkcijo, dalo vam je kar kot na nekem merilnem traku vašo izmerjeno družbeno vrednost. Poleg tega pa seveda potem pozneje, v času meščanstva, ko
meščanstvo ima problem z enfiladom, ne omogoča zasebnosti. To je bil termin, ki ga meščanstvo na nek način izumilo. Možno, da se izoliraš od sveta skupaj s svojo družino, tak bidermajerski ideal, pa vendar so večinoma uporabljali starejše hiše, ker je bil enfilad brez hodnika, ki bi to zasebnost omogočal, pač problem. In takrat se začne pač dosti zanimiva prikazovanja teh sob, ko zrete skozi posamezne odprtine, v resnici vidite vse sobe, ampak nobene zares. Ne? Vidite samo območje okrog posameznih vrat. Tako da vedno je možno, da se za vogalom nekdo skriva ali pa da se odmakne, da varuje svojo zasebnost. In zdi se mi, da je kar veliko naslikanih prizorov, včasih tudi praznih stanovanj, kjer meščanstvo poskuša vizualno ali pa psihološko mogoče posvojiti ta baročni način bivanja za svoje potrebe. Ne? In bodi si to delajo z različnimi barvami za posamezne sobe, bodi si jih včasih pustijo prazne, tako da zbujajo skoraj nelagodje, popolnoma prazno stanovanje, naslikano, nekaj drugega, kot če ga fotografiraš. En primer, ki se mi je zdel iz psihološkega vidika zanimiv, je, sem pred približno 10 leti naletel na nek bizaren članek, da je se pripravila prva razstava Hitlerjevih slikarskih platen. In v zelo primernem kraju, kako se že reče? Lago di Garda, Lago di Como. Lago di Garda, kjer je bila ta republika, v Saloju, Salojska republika, skratka ta zadnja fašistična izpostava Mussolinija. In tam so pač priobčili tudi eno primer te Hitlerjeve slikarske umetnosti. In prav enfilad je bil na njej. Ne? En tak serija 9 sob, pa 2 res taki sivi, žalostni figuri, ki branita vstop v te sobe. Meni se je že za takrat neverjetno, nemožno in še danes arogantno vztrajam na tej poziciji, da bi bila to Hitlerjeva slika. Vsi vemo, kakšne slike, ali pa lahko si pogledate po internetu, kakšne slike je Hitler delal, ko se je poskušal preživljati slikarstvom na Dunaju na prelomu stoletja. To so bile sentimentalni prizori dunajskih katedrale, pa lepih starih prizorov, prav taka ne tehnično še kar kompetentna, umetniško popolnoma nekompetentna uprizoritev sentimentalnih tipičnih prizorov, malo meščanstva. Ne. Ta prizor je bil pa kot, da bi nekdo naslikal sliko, kakršno bi Hitler moral naslikati, ker je bil taka figura, če me razumete. Ena taka, kot res psihološki portret, skozi enfilad je bil naslikan. Ne? To sliko se da najti še vedno na internetu, je dosti zanimiv, pa me zanima, če se boste strinjali z mano, če boste šli pogledat. Ampak skratka, en tak angst je v teh praznih sobanah, ki jih 2 kafkovski figuri strašta, naslikan. Jaz bi dal glavo stran, če je to zares naslikal Hitler, ker po mojem, da ni bil zmožen take psihološke introspekcije. Če bi mi kdo rekel, da je to naslikal Kafka, bi bil pa že malo bolj prepričan. Skratka, prehajanje skozi prak je tisočletja stara, obredna pa psihološka funkcija, po mojem, in po mojem se v enfiladu začne to stopnjevati. Ne samo en prak, ena vrata, ne gre samo za vhodna vrata, gre za celo serijo, če želite, preizkušenj, kot v kakšnem grškem mitu, ki jih morate narediti, preden pridete do končne, najmanjše pa najbolj pomembne sobe, ali pa mogoče, če želite, bolj primerjavo iz konca 20. stoletja, kot kakšna računalniška igra, kjer morate premagati posameznega bossa, kot smo rekli v 90. letih, zato da pridete na nov level. In po mojem, da je eden izmed ključnih razlogov, zakaj je ta odslužen, na prvi pogled odslužen, problematičen iz stališča zasebnosti, prostorski ustroj preživel, je, da ponuja možnost uprizarjanja vsega tega. Da stanovanja nikoli niso bila in tudi danes niso neke vrste funkcionalni odgovori na to, da moramo pač zjutraj si skuhati kavo, pa da potem jemo za skupno mizo, pa da gremo zvečer spat v ločene sobe.
tudi to, ampak da je bilo stanovanje vedno priložnost, da si vsak v svojem domu naredi lastno gledališko igro, kako se želi predstavljati svetu. Ne? In po mojem, da je ta zastarelo stanovanje organizirano v obliki enfilada, je ponujalo bistveno boljše možnosti, kako lahko ustvarite gledališko igro, da boste prepričali svoje sorodnike, svoje obiskovalce, da živite moderno ali pa zanimivo ali pa zaželjeno. Sami sebe, to je pa itak najtežja in najbolj pomembna naloga, da sami sebe prepričate, da živite izverno na nek način, ampak v skladu s časom, že to je v konfliktu. Avtentično. Ja. Definirali ali pa kaj bi vi uporabili od vaše družine, načina življenja, da bi lahko pojem hiše kot arhitektura lahko poimenovali dom? Dobro in izjemno težko vprašanje. Zdi se mi, da če samo pač en utrink iz načina rabe tega stanovanja omenim, ki bo mogoče deloma odgovoril na to vprašanje. Zanimivo so se mi zdela 60-ta, ker v mednarodnem smislu 60-ta jasno po eni strani zares naredijo to, česar druga svetovna vojna še ni, po celem svetu. Razsujejo stara pravila, seksualna osvoboditev je tukaj, popularna kultura, rock. Skratka, globalizacija na nivoju kulture se zares tudi v naših krajih razširi, določa neko generacijo. Generacijo 68, študentske upore in potem, ko te ne uspejo, se začne rojevati svet, kakršnega po mojem, da še danes poznamo. Po drugi strani ravno takrat s temi posegi zares razpade priročnik za uporabo tega stanovanja. Mislim, da 63. pa 64. leta umreta prababica pa pradedek. Ena generacija se poslovi iz teh prostorov, tudi drugače jih začne uporabljati, ene stvari zginejo, ene stvari grejo stran, druge stvari se premečejo. In potem v 60. generacija mojega očeta pa mojih tet odraste oziroma odrašča in je to tudi prostor emancipacije vsakega posameznika. Na nek način tudi družina do neke mere ne ravno razpade, ampak postane atomizirana, ljudje se iščejo. To ni več hierarhična meščanska družina, to so mladostniki, ki iščejo svojo avtonomijo, pa je ne najdejo ali pa najdejo znotraj enega sveta, ki včasih ni vedno topel dom. No? In iščejo tudi seksualno osvoboditev. O tem nisem kaj dosti pisal v knjigi iz razumljivih razlogov, ker imam tukaj nekaj akterjev tega dogajanja in ker je to jasno v arhivu tudi nekaj dosti o tem. Ampak to so seveda povezane stvari. In en primer, ki se je meni zdel zelo zanimiv iz arhitekturnega stališča je, če mi moj oče to dovoli, sam omenim, je, da jasno, osvobodiš se lahko samo tako, da malo subvertiraš to, kar te določa. In na neki točki se je najmanjša sobica v tem stanovanju, ki je bila od začetka namenjena služkinjam, in služkinje so res živele v tem stanovanju še do začetka 60-ih let. In to ni bilo tako zelo nenavadno, kljub temu, da to absolutno ni bila premožna družina. Babica je bila samohranilka takrat in ta dotok mladih deklet iz dežele v mesto je bil še vedno dovolj velik, da je za hrano pa stanovanje se to dalo razmeroma poceni dobiti. No, ampak potem se ta sobica izprazne, postane shramba in potem v neki točki zasede moj oče in jo zapre od ostalega stanovanja, tako da zaklene vrata in v to malo sobo lahko prideš samo skozi balkon. Skratka, veliko stopnišče v tej večstanovanjski hiši, iz tega stopnišča zlezeš skozi okno na skupni balkon in iz tega balkona skozi okno v to mikrogarsonjero, ki je tako nastala. Ne?
In na ta način je stanovanje, ki je potem do odhoda mojega očeta v vojsko, bila njegovo zadočišče, ki se je očitno imenovala Katedrala, kar sem zvedel ne od svojega očeta, ampak iz babičinega pisma. Verjetno ironično, ne, ker je bil to najmanjši prostor v celem stanovanju. Na nek način je postal idealno najstniško zatočišče. Ne. In možnost, ki ga je to stanovanje dalo, čeprav na nek način družina, ne, babica je bila ločenka, družina je do določene mere razpadla, ampak je po mojem, da prav s to svojo nefleksibilnost, da se je moral vsak izmed otrok prilagoditi stanovanje po svoje, da ni šlo za preprosto shemo, kjer je hodnik pa soba vsakega posameznika in se pač zapreš v to sobo, da si moral spremeniti celo stanovanje ali pa se vgraditi od njega. Mogoče v tem smislu lahko postala dom. Zato, da kljub tej rigidnosti si jo moral, nisi imel druge izbere, kot da si stanovanje sebi prilagodil, si ga spremenil, si spremenil način uporabe teh prostorov. In po mojem, da vsak dom mora omogočati to, da si ga uporabnik lahko prilagodi, da se mu prilagodi, da arhitekt ne da vseh možnosti, da ne reši vseh problemov. Ni večje groze, po mojem, da če je vse upremljen že popolnoma tako, kot ste si zamislili, ker takrat ugotovite seveda, da je bivanje v stanovanju nekaj drugega kot projekcija, kako bo bivati v stanovanju. Da stanovanje vedno znova odkrijete na novo. Mogoče je tak zelo dolg odgovor, da po mojem, da če hočemo kot arhitekti delati domove, moramo narediti ne popolnoma dokončana stanovanja, ali pa stanovanja, do katere se prebivalci ne bojo mogli ne opredeliti in jih spremeniti. Upam, da sem odgovoril na to vprašanje. Še eno vprašanje zadaj vidim. Aha, Agata. Aha, takoj. Ne, pa si se lahko, okej. Skratka, mogoče bolj opazka, oziroma bom poskušala to reformulirati kot vprašanje in mislim, ne sumim, da bo avtor znal artikuliran, kot je to odgovoriti. Kar me je zelo presenetilo, pa sem najprej mislila, da sem nepazljivo brala, ampak se je potem potrdilo, da to bilo pravzaprav ves čas v času bivanja vaše družine najemniško stanovanje. No, razen do 60-ih, pa vendarle, nekih 30 let. In to se zdaj ne tika zgodovine arhitekture, bolj ekonomske zgodovine. Pa vendar, kako je to mogoče? Mislim, danes si ne moramo predstavljati, da bi v bistvu neko stanovanje bilo 30 let v najemu ene in iste družine in da bi take zgodbe pripovedovalo. Ne vem, ste o tem tudi kaj razmišljali ali kako bi lahko to komentirali? Ja, hvala za to zanimivo vprašanje, se strinjam. Ja, res je, leta 1938 je to najemniško stanovanje, tako kot skoraj vsa stanovanja v tej hiši in kot večina stanovanj po Ljubljani. Ne? In potem je odkupljeno šele na koncu 60-ih. Kot zanimivost, to stanovanje ni bilo nikoli nacionalizirano. Se pravi, praded ga je najemal od lastnika hiše, tako kot večina hiš v Ljubljani je bila hiša v celoti v lasti ene družine. In potem, ne vem, kako so, iskreno rečeno, nimam pojma, kako so regulirali to po vojni, verjetno so določili neko administrativno najemnino, ampak to stanovanje je ostalo v lasti te družine, od katerih potomcev je babica iz meni neznanih razlogov odkupila stanovanje konec 60-ih. Tako da tukaj imamo v bistvu eno celo serijo dogodkov, ki so nasprotni običajnemu razumevanju. Meščanske družine živijo v lastnih stanovanjih, potem so nacionalizirana, potem država v njih naseli posameznike, potem so pa spet denacionalizirana. Ne? Absolutno je bilo običajno za človeka profila mojega pradeda, ki je bil dosti visok bančnik, prokurist pa namestnik direktorja Jadranske banke. Kariero najprej naredil v Pragi, potem je z izpostavo Praške banke prišel v Ljubljano in dolga leta je ta družina živela v službenem stanovanju na mestu današnje Name. Ne. To so bila tudi najemniška stanovanja v lasti banke. Potem, ko je ta hiša prodana, si je moral najti najemniško stanovanje, ampak to je bilo dosti običajno, ne samo v Ljubljani, tudi na Dunaju, recimo, ker imate, pred leti sem že bral pričevanje nekoga iz bistveno bogatejše
in družina industrialcev, kjer sta mama pa oče najemala, mislim, da 9-sobno stanovanje v prvem becirku Dunaja, čeprav so imeli v lasti tovarno. Ne. In nekako se jima zdelo, da je še v meji normale, da je spodobno, če taka družina zapravi za najemnino tazga 9-sobnega stanovanja 1/10 svojih prihodkov. Ne. Zdaj preslikajte to v današnjo situacijo, ampak najemati, tako bom obrnil vprašanje, bom tako bom povedal, ne moramo si predstavljati, kako pervertirana je današnja situacija stališča zgodovine, da je posedovanje lastnega stanovanja prvi klin tega, da se lahko imenuješ srednji sloj. Ne? Na nek način so bili to res liberalci tudi v tem pomenu besede, da so razumeli pač stanovanje kot najemanje, da to ni bilo metanje denarja v prazno, to je bil običajen način, razen če ste se odločili za izjemno nedonosno, ampak varno obliko naložbe. In to je bilo gradnje najemniške hiše. Ne? In to je bila oblika naložbe, ki je imela 2-3% donos. Večinoma pretiravam, ampak ljudje, ki so se imeli za kapitaliste ali pa za liberalce, se jim je zdela to smešno nedonosna, nesmiselna naložba. Zelo veliko boste najdeli med lastniki takih stanovanj kakšne vdove ali pa ljudi, ki so pač bili rentniki. Medtem ko industrialci, lahko si zgradijo vilo, recimo v 20-30 letih predtem, je pa popolnoma običajno, da najemajo stanovanja ali pa cele hiše. In to je bilo tako v Ljubljani kot po celi Srednji Evropi, ali po celi Evropi, če želite, običajen način investiranja na eni strani, gradnje najemniških hiš in bivanja. To se pravi, da ste se rodili in umrli v istem najemniškem stanovanju. Izjemno stabilna, predvidljiva oblika bivanja. No, nekaj, kar danes absolutno ne drži. Ne? In meni se je zdelo zanimivo, ko sem pač spravil na papir vse te stopnje, da se je sprememba statusa tega stanovanja iz najemniškega v lastniško na koncu 60 let zgodilo brez skoraj da kakršne koli omembe v tem družinskem arhivu. Kot neke vrste administrativna sprememba, ki ni pustila omembe vredne sledi. Je bilo treba rekonstruirati za nazaj. Danes je po mojem, da v življenju večine nas nakup stanovanja tam blizu 3 najpomembnejših dogodkov v življenju. Absolutno preveliko težo smo mu bili prisiljeni dati, zato ker so pogoji dostopa do normalnega stanovanja tako zelo drugačni kot opozarjam, popolnoma kapitalistični, z socialno državo neobremenjeni kraljevini Jugoslavije leta 1938. Pri tem se mi zdi še ena stvar zanimiva, ko sta govorila tudi z vidika, kako so stvari obrnjene v tem, da ljudje preteklosti, 19. tudi zgodnega 20. stoletja so imeli stene za nekaj, kar zamenjaš, recimo omare ali pa kredence, pa ne. Se pravi, pohištvo se je izselilo, pohištvo je bilo dragoceno, bogastvo se je merilo v pohištvu, v omari, ki je šla iz roda v rod, medtem ko stanovanje pa ni bilo taka stvar. No. To je zelo res. In tudi ko bi rekel, metrum stanovanj po celi Srednji Evropi, kjer so sobe 5,5 krat 5,5 metrov povezane med sabo z enfiladom, so bili super okvir za to, ker ti ni bilo treba prilagajati svojega pohištva. Vse so enake, lahko ste se iz Ljubljana preselili v Trst. Način življenja, ne samo za pohištvo, način življenja, razumevanje teh prostorov, okna, kako so bila postavljena, nikoli ni bilo bolj standardizirane arhitekture kot takrat. Samo poglejte fasado in lahko naredite shemo, kakšna stanovanja so za to fasado. V času modernizma ali pa danes tega ne morete narediti. In ta popolnoma predvidljiva shema skoraj industrijskega načina bivanja, stroja za bivanje, čeprav je Le Corbusier to v bistvu, ta sintagmo izumil mnogo pozneje, je zares obrnila logika pohištva je bila. Jasno, niso imeli Ikeja, ampak si investiral v pohištvo, tudi sploh za meščanstvo, rezbarije, pa načini tekmovanja s plemstvom, pa koliko srebrnine, pa porcelana imaš v teh kredencah, izjemno pomembno vprašanje. Jasno, tapete si pa takoj zamenjal. In
ena zanimiva posledica pisati v stanovanju je, da svojega stanovanja nikoli ne fotografiraš. Ne? Tudi mi ga, po mojem, da naših stanovanj ne fotografiramo, razen če nismo arhitekti, ali pa razen če nismo arhitektov prosili, da nam ga naredijo, ker potem preden se vselite v stanovanje, uleti arhitekt, prosim vas, da ničesar, prosim se še ne dotakniti, pokliče profesionalnega fotografa in dobi stanovanje v tistem perfektni formi, preden ga uporabniki unečastijo s svojimi odtisi. Nočem biti pokroviteljska, ampak vidi se ti, da nisi na Instagramu. Mislim, da je fotkanje stanovanja zelo in. A res? Ja. Ja, nisem Sam na v Instagramu, bom iz profesionalnih razlogov se bom moral pisati. Ja. Mogoče je zelo veliko, zelo lepih detajlov človek tam najde. Ampak tudi, sam da še skočim, isti je bil problem leta v 30 letih. Ne? V resnici ogromno družinskih fotografij, nobene fotografije stanovanja. In pol, ko je bila ta knjiga že skoraj napisana, je moja teta, ki je danes žal ni tle, po srečnem naključju našla fotografijo iz leta 38, ki je bila ohranjena, kjer so skoraj vse sobe, 4 sobe so na tej fotografiji, in čist v daljavi, komaj opazna prababica, in na zadnji strani piše naš bit, ne, v češčini, naš dom. Skratka, kako po srečnem naključju sem lahko pač ene stvari identificiral po tej edini fotografiji. Ta je zdaj na naslovnici. Ta je zdaj na naslovnici, ja, hvala Bogu. Idealna fotografija, tako kot, mislim, na koncu ti to nekako pokaže, da si šel po pravi poti, tako kot če si navdušen nad nečem, pa se ti zdi, da ne veš, kako se imenuje, in šele nakladno gotoviš, da ima svoj termin, pa celo teorijo odzadaj. Tako se tudi fotografija za naslovnico najde, ko je knjiga že napisana. Mislim, da, no. Veliko boljš, kot pa da bi imel to fotografijo v roki na začetku in iz nje zgradil knjigo. Ja. Mislim, da bomo tukaj tudi oblikovalca, ki bo boljši odgovoril na to vprašanje kot jaz. Bo Zoran Pungarčar, oblikovalec knjige, odgovoril na to vprašanje? Ja, vsak dogodek, na vsakem dogodku se to vprašanje očitno odpre, kar me veseli, seveda. Naslovnica je, mislim, centralno seveda fotografija, kar se mi zdi, da je pač že razjasneno. Zakaj? Mislim, da grafična oprema je tudi več ali manj jasna, je pa v bistvu to izhaja iz... Meni je bilo zelo zabavno, poleg seveda poglavij o tvoji družini, zanimivo tudi brati ta bolj teoretska poglavja. In se mi zdi, da najbolj vizualno je recimo poglavje o Versailles, ne? Tako da v bistvu ta grafična oprema izhaja malo, mislim, da sem dobesedno šel malo te versajske oboke prerisovati. Hkrati pa tudi ta Versailles ima, če se ne motim, te neke zavese, ki so neki te zelo prepoznavni rdeči barvi, kar je tudi malo imitacija tega. Tako da pač ja, barok pa zlata folija, tudi mislim, da sta samo povedno, no, upam. Pa modernistična tipografija potem. Ja, ne, to daleč pa nismo šli. Ampak meni je bilo zelo ljubo, ko sem zagledal to naslovnico, dejansko se mi zdi, da stopnjuje teatralni, kako bi rekel, element prostora. Tako je. In globino, ne. In ko si omenil že zavese, tudi te so bile del te igre, ne. V baročnem ceremoniju sprejema, če ste hoteli imeti zasebni pogovor, ste na neki točki, ko ste prišli čez dovolj pragov, so potem preko zaprtih vrat še spustili zavese, zato da bi simbolno pokazali, da zdaj pa stvar samo med človekom, ki vas sprejema, in vami. Tako da te zavese so bile včasih sestavni del domačega teatra. Dejansko zastori, ki vzpostavljajo ta prosceni med odrom pa, kako bi rekel, opazovalcem. No. Jaz sem prepričana, da je vprašanj še ogromno, ampak bi na tej točki mogoče zaključila ta uradni del pogovora.
neuradno pa je Miloš še nekaj časa bova tukaj, lahko še kaj vprašate, z veseljem mislim, da bo podpisal knjigo. Knjige so tudi na voljo, tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli nocoj in najlepša hvala Milošu Koscu za knjigo, ki mislim, da je zelo pomemben doprinos tako k slovenski književnosti kot k arhitekturni teoriji in zgodovini na Slovenskem in seveda hvala za ta odličen pogovor. Tukaj se absolutno zahvalil tebi, Manca, pa tebi, Zoran. Mislim, da je bilo to izjemno časovno, v bistvu zelo disciplinirano sodelovanje, par mesecev, ampak odlično v vseh pogledih in od vabila naprej hvala do te realizacije. Tako da najlepša hvala.